Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek na enem obisku v enem izmed mariborskih blokov pri občanu, ki me je klical in sicer z enim prav posebnim problemom, ki verjetno ni edini tukaj v Sloveniji, je pa, kot sam pravi, zelo glasen ali pa najglasnejši ali pa najbolj moteč. Namreč prav v času Evropskega prvenstva v košarki ima velike in glasne težave z sosedom. Pa, gospod Branko, najprej hvala lepa za klic. Čem je točno problem? Ja, dobro dan, hvala lepa, ste prišli. Čujte, jaz moram povedati, mi smo vsi že, cela družina v zelo rahlimi živci. Jaz sem še najboljše držim, 2 otroka, žena, to so vsi že skoraj na tabletah, mali hodi z slušalkami, muziko v eno posluša, samo da se to ne sliši. Jaz enostavno več ne vem, kaj ne naredim. Vaš sosed torej kriči, ne kriči, se boste čuli, zdaj se bo začelo vse skupaj. Ja, malo pred tekmo Slovenija-Rusija smo mimo grede, ampak če pravite, da imate te težave, se pa so inštitucije, na katere se lahko obrnete, ne? Ja, so inštitucije, ne gre to tako, si vi misli. Zdaj prvo do 22. ure je lahko, malo hrupno, ne? Zdaj pa tudi policija ne moram klicati, ker je moj sosed, jaz moram celo življenje z njim živeti, kaj ne, živim s tem, ali kaj? Ja, verjetno bi bilo malo nerodno, ne? Zdaj jaz predlagam, če stopimo ven na balkon, ker tu se pač lepo čuje, ne? Ja, tekma se je torej začela, pa bova zdaj stopila z gospodom ven na balkon, da slišimo, kaj torej ta gospod, zakaj ima Branko težave. Pa to ja, zlamaj jih od začetka, že stisni, ne daj jim dihati, takoj gremo na 15 pik, to majstori, to, Slovenija! Ja, no, pa to pa ni zdaj, gospod Branko, ravno. Ja, to ni, ja, ker vodimo, jaz zdaj recimo ne gledam. Pazi, obrambo, igramo, skok, dobre, to. Počasi. Tak dolgi napad, lepo dolgi napad, treba jih v glavo, to. Jaz zdaj vem recimo, da mi vodimo, pa sploh ne gledam tekme, ne? Pir mi daj, Ljubica, daj mi pivo. Kaj praviš? Pivo mi daj sladilnika, vodimo, to ja. No, zdaj recimo tudi žene, zelo prijazne, ker bolj se to zna vse obrniti, neko je recimo dobro, Slovenija slabše igra, ne? Jaz predlagam, da mi dva kar snemava, pa če se slučajno zgodi... Torej ne povem le nekaj minut do konca, naši vodijo za 1 točko proti Rusiji in že kar nekaj časa niso dosegli koša. Pa daj gledaj uro, konec napada, bo da ti, pa kaj si, pa najmo nekdo reče, oni bodo le konec napada, pič, pa kaj si ti gled ti to konec napada je bilo. Kaj praviš? A to je tebi kaj rekel, daj mi pir še en, kaj mi sem hoš, da me nesrečo ponazaš baba. Pa kaj si... No, to sem rekel, zdaj se malo spremenijo odnos, ne? No, pičko, pa kaj bo, da snjaz 2 metra veliki, pa kaj si ti nor, pa na prste se postavi, ne morete le mali Rus ga je preskočil. Vem ti, mortar, mali Rus, celo življenje ga zjebe, zdaj ga je preskočil našega. Kaj je rekel, nič ni vredo, mali, nič. No, to pa že malo problematično. Ja, pa otroci, ne? Pa kam se noč zaganjaš v obrambo njihovo, gled ti to pa ja, mene bo kap, časno me se, mene bo kap, kaj niste šli delat, bi nekam šli, banda, hodičeva. Pa kaj navijam jaz za Slovenijo, sploh ti Boga čuješ? Kaj vodimo? Alo, pederši, daj mi pivo, ti pravim. Se pa sem ti dala. Pa sem kapek vrgo, daj mi drugega. No, jaz zdaj samo upam, da Slovenija ne je izgubila, ne? Ker bolj smo v nevarnosti, mi dva oba, pa moji otroci, pa žena, pa njegova žena, pa vsi. Dragi dame in gospodje, Slovenija je pravkar izgubila v zadnjih desetletjih. Ne, zdaj pa gotovo. Kam vlačiš televizor? Kam ga vlačim, Ne, jaz sem nadaljevanke. To je za šport televizor, ne več gledati športa. Ja me bolam postav, kaj z vama dvema? Dober dan. Dober dan, zdravo, ja. Zdravo, kak je? Ja, kaj z vama dvema? Nič, kaj? Kaj niste košarke gledala? Smo gledala, ja, smo. Mater, kaj ste vi? Kira narodnost, kaj košarke ne gledate? Kaj televizijo boste... Kaj te boli televizijo? Hladim jo malo, ja, hladim jo na luftam jo. Torej, dragi dame in gospodje, gospod Branko, res imate težave, to je bila še ena resnica, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.